Današnjo jadranje jutro začenjava z pečenimi jajčki in pa tole malo še kruha, kar nam je ostalo. Tako da bomo tole zdaj, kaj pa je to? Neki vitamini. Magnezij. V glavno, zapuščava sidrišče, greva naprej, tle je tudi ena jadrnica, gremo samo na Genovo, to, da se dobro premikamo. Danes ni plan, da greva en kuk daleč, maksimalno 15 mil do naslednjega sidrišča. Verjetno bova na drugim koncu tega otoka tudi sidrala, se malo kopala. Pa zvečer bova pa štartala in bova imela nočno, tako da prideva na naslednji otok jutri zjutraj. Soseda sta se odločila, da bosta še glavno jadro dala gor. Glede na to, da sva jo zdaj skoraj prehitela, imamo neverjetno hitrost. En vozil nekje. Ampak tudi ten vozil je nekaj, če se premikava, bolj pa, kot da sva na sidru stojiva. Itak je čisto smerno morje. Kot vidiva, tam na sidrišču so štartali tudi vsi ostali, tako da noben ima nekaj hitrosti, vsi bolj samo kot na eno jadramo to, da se malo premikamo. Veter nama je dal zeleno luč, tako da je začel pihati. Tako da medva zdaj spet na Genovo lepo plujeva, trenutno z 4 vozli, odlično. Danes imamo zopet lepo vreme, že v bistvu tretji dan je skoraj sonce skozi, tako da neverjetno. Do zdaj še ni bilo toliko časa skupaj lepega vremena, kar sva ful vesela. Glede na napoved pa itak ni bilo sploh nobenega sonca napovedano, tako da letos očitno tudi na vremenske napovedi niso več to, kar so bile včasih. Ali pa ima El Niño tak močan vpliv. Medva so zaprla jadra, dovolj malo so šla raj tle nazaj v zavetje, zunaj preveč piha, mislim preveč, ful piha in sva prehitra in bi prišla sred noči zdaj na ta naslednji otok. Glede na to, da je tu velik koral pa vsega, karte so nezanesljive, ni v teh krajih po noč dobro hoditi, če ni potrebno seveda. Zato so se raje odločila, da grejo tle v zavetje, se malo kopava, skuhava, kosilo, jeva, potem pa zvečer v mraku ali pa že po temi štartava tukaj in bo ravno zjutraj potem tam prišla do sidrišča, spet sidrava in imava cel dan pred sabo. Sva se zasidrala, veter ni generator spet zavora drži nepolne, ne vem zakaj. V glavnem, no tukaj je pa v bistvu so samo bolj kamnito, tako da zdaj dejansko je sidro sem položeno na dno, sploh ni nikamer zakopan, ker se nima kam zakopati. Tukaj je ta del, tam je en bumi, ampak sem šel preveriti, mene 2,5 metra globine, tako da je v redu, voda bo kmalu zdaj čisto vseka, tako da ne bo šla bolj dol. Tukaj pod nama je pa tudi en tako hupser, je pa tudi ne 3,5 metra globine, tako da bo zaenkrat kar pustila, ker čim premaknem naprej, spet voda ful pade ali se ful dvigne, tako da je kar težko najdeti pravo mesto za sidranje. To pomeni, da tako sidrišče ni primerno za prenočiti, ampak medvovo itak sem do večera tukaj, potem pa greva naprej, tako da je bo super. Zdaj je pa še sonce začelo spet sijati, tako da jupi. Zdaj vam pa edino lahko pokažem, kako ni dobro sidrati. Da vidimo, če je mrzla. Celo noč sva jadrala, zdaj sva prispela do naslednjega otoka. Zdaj bova tukaj sidrala. Upam, da vidiva kaj še enega dugonga.
Oziroma po naše, kako morska. Kako se reče morska? Morska krava, ja, podobno. Moram iti gledati na karto. Dobro, da sem v zadnji moment prišel nazaj, 2,5 metra je bila sem še globina, tole sem na hitro dvigalno. Tako da sem hitro dvil, pa vzvratno dal motor na polno, da se je ustavilo. Malo sem imela sreče, to pa zato, ker nisem jaz previden. Zdaj imamo tukaj spet 10 metrov, tako da v redu je, zdaj sva rešena. Zdaj pa tukaj le par metrov naprej spustila sidro. Evo, tik pred nama tukaj plavajo delfini. Evo, hop. Evo, cela jata. To pa je prihod. In točno tukaj misliva zdaj medva sidrati. O, koliko jih je le to. A zato otroci pijejo tako po unem, po... O, lej to, čist, lej, točno, tele ga je okoli naju, lej. Neverjetno, lej to. Čist na obobali. Ah, you mean the ball for football? Yeah. Oh. Thank you. Medva so pa dobila kokosa. Lupljene kokose. Yeah. Thank you To je again. to tudi tako lopje z mačeta. Yeah. Je bilo kar smotano sidrat. Najprej so sidrala, pa je ful enkrat cukelno. Sem vedel, da se je nekam moglo sidro zatakniti, pa sva šla pogledat. In je bilo sidro eno tako špranje šlo, da je skoraj celo sidro šlo noter, tako da sem na srečo je bilo na globini 8-9 metrov. Sem lahko šel dejansko to globoko, mi ni problem iti, sem prijel sidro in se ga ven zvlekel, tako da sva hitro dvigali na sidro, pa so se pa premaknila. S tem, da je Natalija bila v vodi z masko, je gledala, kje je področje peska. Sva zasidrala, pa spet ni bilo dobro, ker kar naenkrat je za sabo si zagledala, kaj? Steno. Steno, tako da bi se kmalu butlila v njo, tako da nikoli ne veš, tlele, ki so te na avionih so risane te plitvine, pa tako, kako je dejansko. Sem mogla vse pretavhati, da so najdla področje, kjer so potem lahko sidrala. Sidro so spustila na 13 metrov globine, na pesek in je bilo v redu. Lepo plujeva, kar lepo z vetrom greva z valovi, tako da se niti guncava ne preveč. Jadrava s približno 6 vozli. Super je. Trenutno sva edina jadralca tukaj, tudi po ajsu, kar gledam okoli, zelo malo je tukaj
jadrnic, zato ker večinoma ljudi tukaj, ki jadra, gre potem že prej zavije za Avstralijo in ne grejo tukaj gor proti severu, kot greva medva. Tako da kje je kakšna jadrnica? Ni gužve. Tako da, ko prideš na kakšno sidrišče, ena, dve jadrnici, se pravi, da imaš družbo ali pa si celo sam. Plujeva skozi tukaj ob tem otoku, je ful dolg. Ne vem, zdaj čisto na pamet govorim, približno 70 milj. Zopet plujeva samo na Genovo, ker je bolj enostavno. Kot vidite, se tudi malo guncava in v tem primeru glavno jadro potem skozi preletava. Tako da je boljši iti. Pa tudi sej 6 vozlov je dovolj visoka hitrost za naju. Danes je spet vetrovno. Piha sungi so čez 30 vozlov. Seveda ni tako strašno, ker greva z vetrom, z valovi. Drugače pa veter tukaj ne pojenja. Skozi je tako napovedano. Tako da vsakeč, ko delava premike, moramo malo gledati, kdaj manj piha, pa kdaj manj napovedano. Posebno potem, ko greva po odprtem morju, bolj med otoki. Zdaj tle greva med otoki, ob otoku lahko kamorkoli dejansko greva not, na vsake tok časa. Čim si pa enkrat na odprtem, pa se valovi res dvignejo, pa neugodno potem. Zdaj moral sem tole paziti, da so tele grebeni, drugačnega ne zapnemo, potem pa da najdemo eno dobro sidrišče, ker je pa tudi problem, ker so same korale. Se nama kam spet ne zaplete sidro. To takole zgleda. To najno guncanje. Ni šans, da bi imel glavno jadro odprto. Razen, ko bolj v bok piha, da ne more preleteti. Da se pa kar naguncava, kakšen val ful visok pride in te res gremo čist kontra. Ker je veter z te smeri, takole jadro ne preleti, ampak ne upam pa tega početi z bumom, z glavnim jadrom, ker so sile tako velike, da takrat riskiraš, da spet kaj poč, oziroma se kaj zgodi. Ja, mi je pomahal očitno ribič. Zdaj že prehajava tle noter, ni več toliko valovov. Evo, takole sva ujela tuno, medtem, ko sem vlekel ven, je neki odgrizen rep. Da si pa predstavljate, kušna riba je bila, da ti tole odgrizne takole. Tako piha, da se kome premikava v ta veter. Znači pa piha, res piha danes. Dobro, da so šla shode zjutraj, ker če dalje bolj piha. Žal mi je za tole tuno, da me je rep nekdo pojedel. Je bila pa velika riba. Pil kokos? Natalija spet razbija kokose. Dober je tale sokec. Je? Sladko? Sladek je drugačen. Ja pa ta. Čeprav meni zdaj roke smrdijo po ribi, ne bom prijedel. Sva zasidrala, Natalija šla v vodo, da je preverila, da nismo v korale, polno jih je.
Tako da prav, da smo spustili na pesek, dali smo enega, pa tam naprej še en bokobran, tako kot na francoski Polineziji, da se ne bo kam zaplela veriga, ful piha, evo ti, spustil sem 35 metrov verige, tako da upam, da je dovolj. Če se pa veter obrne, bova pa vplitan, sem tukaj se ne bo, tako da enostavno drugače ne gre, ker malenkost bolj desno, tukaj je pa že 25 metrov spet globine, ker hitro pada, tako da bo moglo biti dobro. Evo, mi da so na sidru v zavetju, evo, 27 vozlov, tako da tudi veter ni. Tale dela dobro, spet dela. Glede na to, da smo imeli probleme z elektriko, zdaj fila, tako da super. Daje zdaj le približno 150 vatov, to je dejansko kar dost. Tele celice tukaj, ki so že malo v senci, tako da trenutno imamo dosti elektrike, zato tudi nalagam zdaj le, imam internet užgan, Starlink, pa vse, nalagam en vlog. No, za naprej bova pa videla jutri, ali bova še en dan tukaj počakala, ali bova šla naprej. Mi da smo šla na obalo, so naj sprejeli domačini, so dovolili, da gremo tle po plaži malo. Tle glih en tak lep zalivček, bom pa posnel jih tam, če bodo dovolili. Naredili smo par slik, to so dovolili, drugače pa so tako prijazni, smejijo se. So pa tle malo po obali. Evo, imajo tudi kar nekaj smeti. Drugače pa tako prijazno okolje. Notri je gošča. Imajo ful enih kokoši, ne? Pa školjke nabirajo, pa jih potem skuhajo, pa jejo. Pa neki imajo drug teden, tle na uni strani je neka vilič ali mehno mesto ali kaj, da neki minister pride, ne vem kaj bodo neki imeli, neke živali, da pripeljejo, nisem točno zastopil kaj. Ampak me da nam bomo za tle en teden čekala. Jo, sem se ustrašil, kaj je. Nič, nisem rak, je, evo tega. Veš, kako se je obral? Ja, je pa uščipno, je pa fajn tile, ja. No, kam bo šel zdaj? No, tukšna je ko moja dlan. Sem že mislil, da te kakšna kača napala. Ne, skoraj sem ga pohodila. V glavno, evo, medva sva prišla do konca obale, plaže, tle naprej so mangrove. To je to, vidim, da tle hodijo po stopinjah. Nima, če se da tle kam naprej. Drugače pa tam na nas idrišču se je pridružila še ena jadrnica. Ena malo bolj regatna, en stric pa tetasta. Jaz sem se pa že v lak s nekam zaplel. Kaj imajo? Upam, da ni kakšen trnik. Če pa tle naprej neki zgleda, da... Ja, evo nazaj, v glavno tle sem se nek laks zaplel že. Ja, sem mislil domačine posnet, so nam pošli zdaj s čovnem, ne vem kam grejo. Mogoče grejo po kakšne ribe, ne vem. Pa tole je njihovo prebivališče očitno. Tamle tisto plastično imajo za vodo. Take čist enostavne hiške. Mreža. Kokoši imajo ful veliko, se pravi, verjetno, da imajo svoje jajca. Not ne bova hodila zdaj, očitno nobenega ni. Moje so vsi šli s tem čovnem. Ta otok je čist majhen, tako da verjetno so edini tukaj, ki živijo. Takole zgledajo pa školjke tukaj, takole veliko. Evo, če je to moja noga. To so clams. Tam je res orjaške te. To je moja roka. Big foot. Big hand. Moje imajo za pit, tle, veš? Je pust, naj imajo. Pa taka rdečkasta mivka. V bistvu so tole same zdrobljene školjke, tak droben pesek. Ni mivka. Mi dva danes zapuščava
Tale otok je naprej proti drugemu glavnemu mestu Vanuata in še znotraj zaliva, evo ti imava že zopet delfine. Kihnu je, kihnu. V tem prehodu so včeraj, ko so prihajali, ujela ribo, marski pa se potem pa zadnji konc odgriznil. Tudi nama si je vzel davek.